Pred dnevi so v Beltinskem gradu podelili priznanja in nagrade najboljšim športnicam, športnikom in ekipam v občini Beltinci. Občina Beltinci že dolgo slovi kot športna občina. Pri nas so pogoji za različne športe, za različne dejavnosti. Prav gotovo imamo kar nekaj znanih društev, prav tako posameznikov, ki so tako krojili ne samo šport v občini Beltinci, ampak tudi lahko rečemo v Sloveniji, nekoč v bivši Jugoslaviji. Če tukaj omenim kolesarski klub Pomurje Beltinci, ki praznuje častitljivo obletnico 70 let in je že v stari bivši Jugoslaviji, so člani dosegali vrhunske rezultate. Bili tudi nekateri potencialni kandidati za olimpijade, vendar iz takšnih ali drugačnih razlogov se niso udeležili. Če omenim nogomet, ki je prav tako tukaj v Beltincih doma, lahko rečemo središče tukaj v Beltincih nogometnega dogajanja v Prekmurju. Naše moštvo je sodelovalo v prvi ligi slovenske po osamosvojitvi tudi zelo uspešno nekaj časa. Če omenim hokejski klub Lipovci. Lipovci kot vas z 1000 prebivalci in krojijo sam vrh evropskega hokeja na travi. Tudi to je znak športnega udejstvovanja in dobrega dela. Ženski nogomet, ki deluje, tudi krojijo, so visoko rangirani tako v slovenskem, kot tudi, lahko rečemo, mednarodnem prostoru. Potem individualne športe, kot so karate, judo, kjer dosegajo naši tekmovalci izredne rezultate, tako na mednarodnih, kot tudi na slovenskem tekmovanju. Atletika, ne smemo pozabiti, mnogi tekmovalci so se kalili tukaj v Beltincih in potem seveda v času svojega študija in v času svojega nadaljnega delovanja šli v druge klube. Planinstvo je pomemben dejavnik. Če ravno nimamo tukaj v okolici planin, imamo tako rekoč planince, planinsko društvo, ki je tudi bil pobudnik in pa vsega tega dogajanja pri markiranju planinskih poti in tako naprej. Tako da vidimo, da je ta šport pri nas v Beltinci res razširjen. Imamo pogoje tako za kolesarstvo, za kolektivne športe, tako za individualne športe, za športne borbene, da ne omenjamo rokometa, ki je nekoč krojil tudi vrh slovenske lige v nekih časih. Vendar so potem pogoji nastajali drugačni, tako da smo tukaj potem bili nekako odrinjeni na obrobje. Kakšna je vizija za naprej? Prav gotovo ureditev športnega parka Beltinci, kjer bi dobili nekaj objektov, ki bi lahko bili večnamenski, ki bi služili tudi, lahko rečemo, razvoju nogometa naprej in še drugih aktivnosti, kot so na primer beach volley, kot je, lahko bi uredili tudi strelstvo, ki je danes v Gančanih zelo razširjeno, in tudi tam želimo urediti avtomatsko strelišče. Lahko bi nadaljevali z rokometom, tudi to je ena dejavnost, ki bi se potem razvijala v tem novem športnem parku. Predvsem pa bi gojili atletiko, kajti precej teh površin je mišljenih za tekaške proge, torej več ali manj v trim obliki, za tekmovanja pa bi pri osnovni šoli uredili še
atletsko stezo, ki je tukaj, lahko rečem, edina v tej okolici 400-metrska. Potrebna bi bila res temeljite obnove z modernejšimi novimi materijali, tistimi, ki bi omogočali tudi doseganje vrhunskih rezultatov. Tako da naše načrti so veliki. Prav gotovo to ne bo se zgodilo v enem letu ali v 2 letih, ampak so to načrti do kar nekako srednjeročne, do 2023, 2024, da bi se tu nekaj dogajalo tudi naprej. Spoštovane športnice, športniki, najlepša hvala za vse, kar ste pokazali v lanskem letu, za vse tisto, kar ste dali v lanskem letu v športu, tako naše občine, s tem pa promociji Pomurja in ne nazadnje tudi tisti, ki ste se na mednarodnih tekmah udejstvovali, tudi promociji Slovenije. Ni mala stvar zastopati oziroma te barve ponesti tudi naprej. Iskrene čestitke. Čestitke vsem za dosežene rezultate. Jaz verjamem in sem prepričan, da boste tako dobro delali tudi naprej. Pri izboru za najperspektivnejše športnike so se upoštevali uspehi, odnos do športa ter marljivost in vztrajnost. Najperspektivnejša športnica občine Beltinci je Teja Tkalec, najperspektivnejši športnik pa Niko Kasalo. Teja je nogomet začela igrati s 4 leti. V vrtcu pod vodstvom Dejana Nemca pri nogometnem društvu Beltinci. Z 8 leti se je priključila ŽLK Pomurje Beltinci, kjer igra še danes in to za več selekcij. Je delovna in zavzeta, vestno in predano trenira, spoštuje svoje igralke in nasprotnika ter ima jasen cilj in željo po napredku. 11-letnica, ki se najbolje znajde v obrambni vrsti, je bila med najbolj zaslužnimi, da je selekcija U13 sezoni 2016-2017 osvojila naslov državnih prvakinj. Tudi v letošnji sezoni je del selekcije U13, ki v jesenskem delu državnega prvenstva ni oddala niti točke. Teja s svojimi predstavami dokazuje, da spada med najperspektivnejše športnice občine Beltinci. Niko je rojen leta 2005. Za šport se je navdušil že v rani mladosti. Nogomet je začel igrati 4 leti pri nogometnem klubu Odranci. 7 leti je prestopil v nogometno šolo Mura U7. Danes je član nogometne šole Mura U13, ki tekmuje v tekmovanju Mednarodne nogometne zveze Murska Sobota. Medobčinske, se opravičujem. Prav tako je tudi član kluba malega nogometa Meteorplast, ki tekmuje v prvi slovenski futsal ligi U13 in je s 25 doseženimi zadetki trenutno 3. mesto na listi strelcev. Poleg tega je bil na več domačih in mednarodnih tekmovanjih izbran za najboljšega igralca ali najboljšega strelca turnirja. Je tudi član reprezentance Murska Sobota U13 in tako eden najperspektivnejših igralcev na področju Pomurja v svoji starostni skupini. 3. mesto med športnicami je dosegla igralka pikada Monika Kolbel iz Ižakovec. Druga je judoistka Kaja Baler iz Bratonec, najboljša športnica pa je karateistka Fiona Zečiri iz Beltinec. Karate mi nudi veliko discipline, koncentracije, omogoča celovit psihofizičen razvoj, razvija splošne motorične sposobnosti, poudarja vzgojni moment in uči spoštovanje do drugih. S takšnimi besedami opisuje svoj talent in svoj šport Fiona Zečiri, študentka Višje medicinske šole, tekmovalka karate kluba Murska Sobota in reprezentance Slovenije. Karate trenira 12 let in ima črn pas. S trajnim delom in mentorstvom gospoda Milana Zadravca je dosegla odlične rezultate na domači in mednarodni ravni. Leta 2013 je osvojila 2. mesto na svetovnem prvenstvu v Italiji, prav tako v Italiji pa je leto pozneje osvojila še zlato medaljo na klubskem prvenstvu. V letu 2015 je na Evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila 1. mesto, na svetovnem prvenstvu v Mariboru pa 3. mesto. Njeni največji splošni dosežki v letu 2017 pa so 2. mesto Styrian Open mednarodni turnir, 1. mesto Katana Cup Bohinj Open, 3. mesto Maribor Open, 1. mesto Maribor Open ekipno, 3. mesto svetovno prvenstvo na Irskem. 3. mesto med najboljšimi športniki občine Beltinci je zasedel Borut Lukač, nogometaš Mure iz Dokležovja. Drugi je bil hokejist Martin Mesarič iz Lipovec, najboljši športnik beltinske občine pa je strelec Mitja Černi iz Gančan. Mitja je že nekaj let med
najboljšimi strelci zračno puško v Sloveniji, kar je dokazal lansko leto z drugim mestom na državnem prvenstvu na Rogli. Premagal je strelce, ki tekmujejo na državno reprezentanco in streljajo profesionalno. To je dokaz, da je poleg vsakodnevnega dela, ki ga upravlja, tudi vesten športnik in zelo predan strelstvu. Lahko smo ponosni na njega, saj daje navdih in voljo mladim strelcem strelskega društva Gančani. Njegovi dosežki v letu 2017 so 20. mednarodno tekmovanje Trzin 17. mesto, 25. državno prvenstvo 2. mesto, 1. A državna liga končno 7. mesto, regijsko prvenstvo Turnišče 1. mesto, 3. Lebarjev memorial Murska Sobota 1. mesto, 9. pokal strelskega društva Gančani 3. mesto, 9. pokal mesta Ljutomer 4. mesto, 21. pokal Radgone 2. mesto, prvi krog 1. B državne lige Ljubljana 2. mesto, drugi krog 1. B državne lige Železniki 2. mesto, drugi kvalifikacijski turnir za izbor reprezentance Ormož 5. mesto. Najboljša ženska ekipa občine Beltinci v letu 2017 je ŽNK Beltinci, moška pa hokejski klub Lipovci. Ženski nogometni klub Pomurje Beltinci je tudi v letu 2017 knjižil številne uspehe. Člansko moštvo je že 7. v zgodovini kluba osvojilo pokalno krono in tako izboljšalo rekordno številko, vse do zadnjega pa bilo tudi bitko za naslov državnih prvaki. Poleti pomlajeno moštvo tudi v aktualni sezoni ostaja v lovu na vrh lestvice državnega prvenstva. Z naslovom državnih prvakinj so se lahko lani pohvala preostala 3 klubska moštva, ki tekmujejo na državnem nivoju. V letu 2017 so bile najboljše v državi selekcije do 13, 15 in 17 let. Kadetska ekipa v začetku minulega leta slavila tudi na tradicionalnem turnirju v Zagrebu. V lanskem letu je barve kluba v članski reprezentanci Slovenije predstavljalo 8 igralk našega kluba. Hokejski klub Lipovci je tudi v letu 2017 nanizal kar nekaj zelo dobrih rezultatov, tako v domačem prvenstvu, kako tudi v mednarodni konkurenci. Najprej je osvojil klub naslov državnega prvaka v dvoranskem hokeju, nato pa še naslov državnega prvaka Slovenije v hokeju na travi. Leta 2017 je postal prvak regionalne lige. Vrhunec leta je za klub predstavljalo Evropsko klubsko prvenstvo, katero je prvi v zgodovini kluba potekalo v Lipovcih. Na omenjenem tekmovanju skupine 3 je tekmovalo 8 državnih prvakov. Na koncu so osvojili zasluženo 1. mesto in napredovanje v skupino 2 za leto 2018. Klub pa veliko pozornosti namenja tudi mlajšim selekcijam, U10, U13, U19, kateri prav tako dosegajo zelo dobre rezultate v državnem prvenstvu, kako tudi na mednarodnih turnirjih. Priznanje za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju športa je dobil Alojz Forjan iz Lipovec. Alojz je verjetno najbolj prepoznaven obraz hokejskega kluba Lipovci, saj je aktiven vsa leta njegovega delovanja, od ustanovitve leta 1965 pa vse do danes. Bil je igralec, trener, dolgoletni predsednik, član upravnega odbora in nazadnje koordinator dela z mlajšimi selekcijami. S hokejem na travi se je začel ukvarjati leta 1965, ko so v Lipovcih ustanovili hokejski klub. Začel v pionirski ekipi, se kmalu prebil v mladinsko in nato še v člansko ekipo. Kot član mladinske ekipe se je dvakrat veselil naslova mladinskih prvakov Jugoslavije. Leta 1972 je zaigral za hokejski klub Pomurje, za katerega je igral do leta 1991. Prva ljubezen je vedno bil in ostal matični klub hokejski klub Lipovci, katerega je vedno postavljal na prvo mesto in uspehi z njim so zanj šteli še koliko več. V 80 letih prejšnjega stoletja ima prav on največ zaslug, da je klub uspešno preživel krizno obdobje. Po osamosvojitvi Slovenije je za klub odigral prvi 2 sezoni in kariero v prvi članski ekipi Krono z osvojitvijo naslova državnih prvakov leta 1993. Potem je prenehal z aktivnim igranjem in prevzel mesto glavnega trenerja, ter na tej poziciji ostal do konca sezona 1997-98. V tem obdobju je ekipo 5krat zapored popeljal do naslova državnih prvakov. Postaja tudi pokalni zmagovalec Slovenije. Leta 1997 je vodil ekipo na prvem evropskem klubskem prvenstvu skupine C, ki se je odvijalo v Štokholmu. Bil je tudi dolgoletni predsednik kluba. Alojz je po preteku mandata vse skozi aktiven, predvsem kot trener, koordinator dela z mlajšimi selekcijami. Je edini član najuspešnejšega kluba hokeja na travi, ki je aktiven predvsem vsa leta delovanja kluba. Njegovo ime bo v klubski zgodovini zapisano z zlatimi črkami.
in se bo vedno izgovarjalo z velikim spoštovanjem. Posebna priznanja za leto 2017 z področja športa pa so prejeli. Za 40 aktivnih in uspešnih let delovanja Strelskemu društvu Gančani. Ter za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja Kolesarskemu klubu Prekmurje Beltinci. Sedaj pa še prosim gospoda Branka Žnidariča, da se mi pridruži, da podeli plaketo, prav tako Olimpijski komitej Slovenije, gospod Gabrovec in gospod Žnidarič, našemu kolesarskemu klubu Prekmurje Beltinci. Ja, iskreno čestitke res za častitljivi jubilej in želim vam veliko uspehov tudi v prihodnje. Čestitam.